Razmere po 11. soški bitki. 11 krvavih soških bitk ni preneslo odločitve. Italijanska vojska je v teh bitkah osvojila Gorico, polovico Banješke planote, na Krasu je prodrla 12 km globoko, za skromne uspehe pa je drago plačala. Italijanska vojska si je take izgube sicer še lahko privoščila, kljub temu pa je bila armada v velikih težavah. Skromni uspehi so zelo uničili moralo vojakov. Zaradi visokih izgub je vse več vojakov dezertiralo. Pri tem niso pomagale niti kazni ali vojaška sodišča. Italijansko vrhovno poveljstvo pa ni videlo težav ali pa si je pred njimi zatiskalo oči. Cadorna je takoj po končani 11. ofenzivi že začel pripravljati novo, vendar pa je kmalu videl, da tako velike ofenzive ne bo mogel pripraviti v kratkem času. Ko je Rusija zaradi revolucije praktično že izstopila iz vojne, pa ga je zaskrbel morebitni avstro-ogrski protinapad. Opustil je pripravljeno ofenzivo in ukazal obrambo na celotni fronti. Poleg tega pa je Avstro-Ogrska doživela katastrofalne izgube na srbski in na ruski fronti. Poleg tega pa je Avstro-Ogrska monarhija doživela velike preobrate. In zaradi vsega tega Avstro-Ogrska še enega takega napada, kot so ga Italijani izvedli v 11. soški bitki, ne bi preživeli. Zato so se odločili, da jih bodo napadli. Priprave na preboj. Zaradi težkih razmer se je Avstro-Ogrsko vrhovno poveljstvo odločilo, da bo na soški fronti poskušalo z odločilnim protinapadom, s katerim bi vsaj malo izboljšali svoj položaj. Cesar Karel je že med 11. bitko poskušal prepričati nemškega cesarja Viljama, da bi nemške enote nadomestile avstro-ogrske na vzhodnem bojišču. Sproščene avstro-ogrske enote pa bi uporabili za protinapad. Pri tem so jasni tudi politični cilji. Če se nemška vojska na soški fronti ne bo vmešala, bi bila Avstro-Ogrska v boljšem položaju, saj bi lahko za Italijo izpogajali mir. To pa Nemčiji ne bi bilo všeč, saj bi izgubili še enega zaveznika. Verjetno pa je tudi prav zaradi tega padla odločitev, da protiofenziva brez sodelovanja nemške vojske ne bo bila izvedena. In najverjetneje tudi ne bi bila. Avstro-Ogrski general Ars von Strassenberg je predlagal, da bi Italijane presenetili z odločilnim napadom v zgornjem Posočju. Nemški generalštab pa nad idejo ni bil navdušen. Njegova edina naloga je bila, da Italijane prežene nazaj v Italijo. Tako so na soško fronto poslali 7 nemških divizij, ki so z avstro-ogrskimi silami tvorili novo 14. armado. Odločitev za napad je padla 8. septembra, priprave za napad pa so bile izvedene zgolj v 4 tednih. V tem času pa je 2400 vlakov pripeljalo 100.000 vagonov na fronto. Zaradi zelo slabih prometnih povezav so bile priprave pravi logistični čudež, saj je bilo potrebno na fronto v izredno kratkem času spraviti ogromne količine vojaškega materiala. Za napad so pripravili več kot 1600 topov, zanje je bilo treba pripraviti 1,5 milijona granat, da ne omenjamo še oskrbe vojakov in oskrbo živali, ki so peljali vso to ropotijo na fronto. Kljub izjemno zahtevni logistiki pa so priprave za napad potekale brez večjih težav, vendar pa je zaradi slabega vremena prišlo do zamud. Tako da je bil napad prestavljen za 2 dni, na 24. oktober 1917. 24.10.1917 se je med Rombonom in Seli pri Volčah začelo silovito topniško obstreljevanje italijanskih položajev. V bližini Bovca in nemški pionirski bataljon uporabil plinske minomete. Obstreljevanje z vmesno prekinitvijo je trajalo od 8. in 9. ure, ko je v napad odšla 12. pehotna šelezijska divizija. 12. pehotna šelezijska divizija je v zaščiti slabega vremena brez težav prodirala po dolini reke Soče, od Tolmina proti Kobaridu, ki so ga zasedli ob 16. uri. Tega dne so napadalci prišli vse do Robiča, napad na vzpetine na obeh bregovih. Na vzpetinah na obeh bregovih reke Soče pa je napad potekal počasneje. Te so bile dosti bolje branjene kot dolina. Napadalci so sicer povsod prebili prvo obrambno črto, vendar so se Italijani konec dneva še vedno branili, bodisi na drugi ali na tretji obrambni črti.
Napad iz smeri Bovce je potekal podobno kot tisti iz smeri Tolminaj. Italijansko obrambo v Tolini so napadalci prebili brez večjih težav. Na področju, kjer so Nemci uporabili bojne pline, pa preživelih sploh ni bilo. V gorah pa je bila zgodba popolnoma drugačna. Italijanski vojaki pa so se tam veliko bolj zagrizeno borili in so napadalce vsaj močno upočasnili ali jih ustavili. Ob koncu dneva pa so nemške in avstro-ogrske sile obkolile italijanske vojake v Krnskem pogorju. Na južni strani Tolminskega mostišča je spopad sprva potekal le počasi. Italijani so se odločilno branili, vendar pa so jih napadalci počasi, ampak vztrajno potiskali nazaj. Po celem dnevu se je 19. divizija popolnoma zlomila. Njen general Giovanni Villani pa je zaradi tega naredil samomor. Prvega dne bitke so Italijani izgubili celotno dolino reke Soče med Tolminom in Kobarinom in tudi pri Bovcu so se italijanske enote zlomile. Italijani pa so se kljub vsem tem izgubam še vedno zagrizeno borili v drugi ali tretji obrambni črti v gorah in hribih. 25.10.1917. Drugi dan bitke se je nemški-avstrijski prodor nadaljeval. Zaradi slabih novic so se začeli italijanski vojaki počasi umikati z gorskih položajev, ki so jih dotedaj uspešno branili. Napadalci so tako zasedli Rombon in Krn. V dolini Soče pri Bovcu so napadalci prečkali Boko in usmerili proti Kobariškemu stolu. Na Kolovratu so se odvijali srditi boji. Najprej so Italijani na gradu zaustavili nemške enote, nato pa je nadporočnik Erwin Rommel s svojim oddelkom z zvitim manevrom zaobšel italijanske položaje, to pa je pripeljalo do zloma italijanske obrambe na tem odseku. Nemške enote so še isti dan prodrle do Livka ter tam prenočile. Južneje so se Italijani srdito branili. Avstro-ogrski napadalci so branilce počasi potisnili nazaj, vendar pa so ob tem trpeli hude izgube. Prva divizija je bila čisto uničena. Italijansko poveljstvo je ta dan končno dojelo, kakšna katastrofa se je zgodila drugi italijanski armadi v zgornjem Posočju. Cadorna je pripravil ukaze za umik na reko Tilment, tako da se je začela umikati tudi tretja armada na Krasu ter armadni korpus v Karniji. Istočasno pa se je začelo tudi iskanje odgovornih za katastrofo, tako da so prvi generali že izgubili položaje. 26.10.1917 v zgodnjih jutranjih urah 26. oktobra so avstro-ogrske čete zasedle vrh Kobariškega stola. Nekatere avstro-ogrske enote so nadaljevale prodiranje po grebenu, druge pa so se spustile v Bregin. Opoldne istega dne je nadporočnik Rommel s svojimi 3 četami že stal na vrhu Matajurja. V večernih urah pa je padel še zadnji potencialni steber italijanske obrambe, Breški Jalovec. Italijanska obramba v zgornjem Posočju je tako praktično ni več obstajala. Cadorna pa je dokončno izdal ukaze za umik druge in tretje armade na Tilment ter ustrezen umik Karnijskega armadnega korpusa ter četrte armade. Težko topništvo in preživele tretje armade pa je poslal na območje Trevisa, kar dokazuje, da na Tilmentu niti ni imel namena vzpostaviti resne obrambne črte. Rezultat preboja. Preboj pri Kobaridu je prišel v zgodovino kot najhujša katastrofa italijanske vojske v zgodovini. Število padlih je bilo sicer manjše kot v prehodnih bitkah. Padlo je okoli 10.000 italijanskih vojakov. 30.000 Italijanov je bilo ranjenih. Kar 293.000 italijanskih vojakov pa je padlo v ujetništvo. 350.000 pa si jih je razbežalo po severni Italiji, ki so jih pa kasneje polovili, vrnili v vojsko ali pa pač usmrtili. Neposredno med bitko je italijanska vojska tako izgubila kar 683.000 mož. Več kot polovica pa se jih kasneje sploh ni vrnila v vojsko. Poleg ogromne izgube mož je italijanska vojska izgubila skoraj polovico svojih topov. Izgubili so 1700 minometov, 3000 mitraljezov, 2000 lahkih mitraljezov, 300.000 pušk in 3000 topov.
Na drugi strani so bile izgube napadalcev ocenjene na 70.000 vojakov. Ampak zanimivo je pa tudi dejstvo, da je na koncu italijanska katastrofa prinesla več koristi italijanski kot avstro-ogrski vojski. Nova frontna črta je bila približno 200 km krajša od stare, kar je Italijanom močno olajšalo obrambo. Bila je tudi približno samo 200 km stran od oskrbovalnih linij. In avstro-ogrska vojska je bila približno 200 km stran od svojih oskrbovalnih linij. To je močno otežilo oskrbo in kmalu so avstro-ogrsko vojsko začeli pestiti kronične težave s preskrbo. Vojaki so živeli v pomanjkanju, še posebej, ko so končali s plenjenjem Furlanije in je plena zmanjkalo. Pomemben je tudi moralni vidik nove fronte. V celoti je potekala po italijanskem ozemlju. To pa je pomenilo, da so vsi italijanski vojaki vedeli, zakaj se borijo. Branili so svojo domovino, domove, vasi. To pa je brez dvoma dvignilo njihovo voljo do boja. Prejeli so tudi pomoč v obliki nekaj zavezniških divizij, kar je še dodatno dvignilo moralo italijanskih vojakov. Bitka na Soški fronti zagotovo velja za najhujši spopad na slovenskem ozemlju do sedaj. Soška fronta bo zavedno ostala v spominu Slovencev in Italijanov kot neusmiljena in krvava. Posnetke o Soški fronti sem naredil, ker hočem pokazati ljudem, da je vojna nesmiselna. Vojaki na Soški fronti so se borili za nekaj kvadratnih kilometrov zemlje, zaradi katere je umrlo več 10.000 ljudi. Možje so izgubili svoje družine, svoje domove, otroci so izgubili svoje očete in žene svoje može. Nobena vojna in agresija ni vredna posledic, ki jih ta prinese. Naj Soška fronta ne bo pozabljena. Naj bo to pot miru, ki nas opominja na krvavo preteklost. Če vas zanima zgodovina in Soška fronta, pojdite v Kobariški muzej, italijansko kostnico in muzej Kolovrat na prostem. Videli boste granate, jarke, puške, mitraljeze in vse grozote, ki jih je pustila Soška fronta. Naj žrtve Soške fronte počivajo v miru. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.